Takole smo pri drugi nalogi. Dan je enakokraki trikotnik ABC z dolžino osnovnice C je 8 cm in velikostjo kota alfa 30 stopinj. Narišite skico in konstruirajte trikotnik ABC. Kot alfa konstruirate s šestilom in ravnilom. Tako. Enakokraki. Kraki trikotnik ABC nam je podano, ne? In potem C je 8 centimetrov in kot alfa je 30 stopinj. Potrebno je zdaj narisati skico. Skico bom jaz narisala kar tule. Zdaj, enakokraki trikotnik pomeni, da ima osnovnico in pa dva kraka enako velika. Se pravi, tule imamo zdaj A, B, C. Osnovnica C je tista, ki je različna. Potem pa imamo stranico A in stranici A njej nasprotna B je v bistvu tudi kar enaka. Toliko je A. Tukaj je zdaj kot alfa in tale kot, to je pa zdaj bo kar pomembno za nas, beta je v bistvu enak, kota ob osnovnici sta pri enakokraku in trikotniku enaka. Se pravi, imamo beta enako alfa in pa tule gama. Tako. In glede na to, če zdaj vse to upoštevamo, imamo zdaj tukajle C, imamo tukajle alfa in imamo v bistvu tudi beta oziroma ta drugi kot alfa. Zdaj ga je treba konstruirati. Kot je pa potrebno konstruirati s šestilom in ravnilom. To pomeni, da moramo zdaj vzeti šestilo pa ravnilo. S temle dvema lahko operiramo trenutno. Najprej bomo narisali stranico C, če se strinjate. Zdaj pa, da bom jaz malo lažje tole narisala, bom namesto 8 vzela dvakrat več, 16, prav? Drugače pa vi isto, vi dajte 8, jaz bom pa malo več, Takole, jaz bom zdaj 16 vzela, dvakrat več bom vzela. Pri stranici, da bo lepše vidna konstrukcija kota. Tako, no, in zdaj pravi, da je treba kot 30 stopinj načrtati. Kot 30 stopinj bomo odmerili, zdaj smo narisali stranico A in smo dobili točko A in B. In kot moramo zdaj tule odmeriti, 30 stopinj. Zdaj, mi znamo narisati natančno kot 60 stopinj in znamo razpoloviti kot. In to bomo zdaj mogli narediti, Tako da vzamemo zdaj v roke šestilo, pa bom jaz mogoče z črno zdaj to konstrukcijo narisala. Vzamemo šestilo, ga damo zapičimo v točko A in narišemo lok šestila. Zdaj pa pomembno, nič ne smemo prestavljati velikosti šestila in ga zapičimo v tole točko, kjer lok seka. Tako. In označimo. Tako. Tule, če zdaj povežemo A s tole točko, ki smo jo dobili, tale kot je zdaj 60 stopinj. Zdaj ga je treba pa razpoloviti. In to razpolovimo tako, da zdaj spet lahko malo prestavljamo dolžino šestila ali pa tudi ne, jaz niti ne bom, se bo vrel tale. In zapičimo tam, kjer tale lok seka, ta naš kot. In naredimo še en lok. Tako. Zdaj pa zapičimo še v drugo smer. Obrnemo in naredimo takle, še en lok. Evo, odlično. In zdaj bomo tole povezali, in tukaj čez že gre naša stranica A. Pa jo povlečemo, ker ne vemo, kako dolga bo. Zdaj pa, ker je tukaj 30 kot,
moramo tudi na drugo stran prenesti 30 kod. Lahko bi ga, kako bi rekla, enakomerno spet isto naredili, 60 pa na pol. Lahko pa rečemo tudi tako, pa vzamemo tale kot v šestilo, ga zmerimo in prenesemo, pač to je ena izmed možnosti. In sicer, če imamo, spet moramo vzeti isti lok, ne smemo nič spreminjati šestila, jaz ga nisem, odnesemo v B in zdaj naredimo ta lok. Zdaj bom pa zeleno vse, kar bom počela, tukaj na tej strani. Se pravi, in moramo spet tole zbrati. Tale lok narišemo, to je zdaj isti lok kot na tej strani. Zdaj pa namesto, da bi prenesli za 60, si kar zmanjšamo šestilo in prenesemo tole dolžino. Ja. Zdaj, meni tole ne bo šlo, ker nimam tako sposobnega tegale šestila, zato bom jaz mogla kar tule 30 stopinj narediti takole, da bomo približno videli, kje je. In ga imamo tule. Tako. Se pravi, vi bi pa takole označili in bi s šestilom dobili tole dolžino, bi mogli prenesti, od tu do tu bi vzeli v šestilo in bi takole dobili še en lok. Potem bi pa povezali tam, kjer bi se vam tole sekalo, z ravno črto, z ravno črto. Takole, Evo ga tako, Tu bi bil zdaj ta zdaj lok od šestila, ko bi, takole bi dobili en lok in bi to povezala, In tam, kjer se te dve sekata, dobimo točko C. In tukaj je zdaj alfa, beta, stranica C, B in A. Napišemo še potek dela. Prvič narisali smo stranico C, ta nam je dala dve točki A in B. In drugič smo narisali kot alfa in tretjič kot beta, tam, kjer sta se ta dva sekala, pa smo dobili točko C, To je pa potek dela za ta trikotnik. Okej, pa si še preverimo rešitve. In sicer tule, narisana in označena skica, dobite eno točko, osnovnica C, da ste jo najprej naredili, ste dobili eno točko, konstrukcija C, a vidite tule se vidi konstrukcija na lok, potem je to bilo za 60 in tukaj za 30, in oni so se tudi tako odločili, lahko bi pa pač prenesli ta del. Važno je, da se tile loki vidijo, da so pravilno narisane, konstrukcija in vse te stvari. Tako da upam, da ni bilo pretežko, to je bila zdaj druga naloga. Pa gremo naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!